končno nekako učinkovitost Triglava v napadu. 2 gola ste zadeli na začetku, kar je pomenilo praktično že, ko Triglav zadane prvi, zmaga. Ja, to je bilo v uvodnih minutah, igralo se še 80 ali 70 minut, tako da mi smo vedeli, kaj nas čaka, pripravljali smo se skozi ta 3 meseca, ogledali smo se par tekem od Zavrča, tako da res smo se pripravili, fante sprostili, kakor sem rekel zadnjič na tiskovni konferenci, ni obremenitve za moje fante. Ve se, da smo zadnji, ve se, kakšna je situacija, hočem, da gremo iz tekme v tekmo in to so danes tudi pokazali, sproščenost, mladi Triglav, hitri Triglav, 3 napadalci, 3 gole, tako da imamo vse, moramo biti realni, danes občinstvo enkratno tudi spodbujali, ne pričakujem nič več, čestitke fantom, ampak za Rudar je že nova tekma in treba sam potrditi iz tekme v tekmo. So pa nekako dokazali, da so zreli kljub svoji mladosti, nekako niso pokleknili po visokem vodstvu. Ja, če sem mladi in ti stari izkušeni vlada, danes 3 asistence, najstarejši naš član, ni starih, mladih so dobri, slabi. Novi Triglav, definitivno, jaz sem rekel, nobenega imperativa, fantje dosledno ubogajo, delajo, mladi, lahko rečem, da so pozitivno pokvarjeni, hočejo napredovati, sedaj so dobili priložnost, bojo slabe tekme, bojo porazi tudi v nizu, upam čim manj, ampak dati jim priložnost, tako se delajo igralci, tako se dela klub in jaz mislim, da smo na pravi poti. Ampak to tekmo danes moramo že res sedaj po pijači pozabiti in se z Velenje preštimati, če ne je hiter kazen. 3 goli v nasprotnikovi mreži, to se vam letos še ni zgodilo v prvenstvenih tekmah. Ja, super, lep podatek je tak, da je sam za pohvale za naše igralce, fanti so lačni, tukaj morate vedeti, vrnili ste se Redžić po poškodbi in Krcić, to je pridobitev, Matej je pokazal, da je ukrepitev, mladci, kaj ne rečem za Udoviča, motor ekipe, ni, komplet ekipa od golmana do zadnjega na klopi, z mojim timom čestitke in trener lahko danes sam prezadovoljen. Danes izjemna učinkovita Triglava v napadu, prva 2 strela že v mreži Zavrča, 3 točke in odličen začetek spomladanskega dela sezone. Tako, lejte, vsi 3 napadalci smo zadeli, nama z Majcem je to uspelo že v uvodnih minutah. Redžo, 3. napadalci v bistvu že sam to potrdil v drugem polčasu in v bistvu držali smo se načrta in posledično tudi zmagali. Odličen začetek sva dejala, se spomnite morda, kdaj ste nazadnje dosegli 3 zadetke, letošnji sezoni vem, da ne? V letošnji sezoni res, da ne, mislim pa, da smo zadnjič zadeli 3-krat proti Kopru doma, ko smo zmagali 4-0. Je pa to lepa popotnica za nadaljevanje prvenstva? Tako je, za nas so bile to izredno pomembne točke, skoraj ko se borimo za obstanek, oni so prav tako včeraj zmagali. Mi mislim, da smo pokazali, da se lahko brez problema borimo za obstanek. Gospod Trenovski, danes se ni šlo po vaših pričakovanjih verjetno, poraz proti Triglavu. V prejšnjem delu sezone ste ga 2-krat premagali, 2-1, hitra 2 zadetka v vaši mreži. Ja, gledajte, predpogoj, ki ga moramo izpolniti, ki smo ga do sedaj vedno imeli, danes je bil ne na minimumu, nego ispod vsakega minimuma. Tu zdaj kaj povedati je brez veze, ker jaz sem vedel, kaj bo Triglav. Je tekmovalna ekipa, fokusirani so tukaj, so močni, gole smo dobili, vemo kak. Tudi smo se vrnili drugi polčas, bi lahko zdaj treneri pogovarjali, bilo je igre, ne, to je bilo nič. Če je ena beseda nič, ker ko ja ne čutim, če bi lahko prekinil tekmo, bi je prekinil 5-0, ker to za nas, ki je osnova našega bistvovanja, ni ekipa, si bojo rekli, imamo dobro ekipo, ne, mi imamo igralce koji bi jih lahko vsak imel, ampak imeli smo nekaj, ko ni imel noben drugi, malo je to Triglav pokazal, pa je takoj dobo 3 pike. Mi smo živeli za to in tu bo se pogovoril dosti, čisto da ne gre to samo od sebe, zdaj smo mi tu in to bojo tekme šle, ne bojo šle, tu se moramo, ker sem šokiran, res, to je prva tekma za leto dni, koju vodim, da nisam čuto nič od tega, kaj mora biti predpogoj. Ne bom zameral, odgovornost je moja, apsolutno, tu ni zdaj panike v smislu nekih pik, mi imamo 6 pike v tretjeg dela, ko prošla 2, ampak tu brez srca i brez dela to ne gre, to je brez veze se pogovarjati. Kako to, da so igralci šli nekako nemotivirani po tako dolgem premoru, ko bi morali biti željni igre? Ko si poškodan dobiš injekciju proti bolečinskem, da ne čutiš nič, ko da su bili, ne vem,
To se ne da objasniti, taka indolentnost, ali to na treningu tako se ni zgodilo. Ovo je prvič, ja sam šokiran, apsolutno moja, jer ja sam pripravljao ekipu za Triglav. Znači, to je... Triglav je preseneto, te par žog drugih, moja malo nesigurnost, mi i tak imamo problema od zada i dosti golov dobijemo, to je apsolutno jasno. Jedna stvar spremeni, drugo, malo mi je Kela bio i Brlečić i Težak su malo novi, pa tu koje je trebalo vzeti, ok, to je šok, ali cela tekma ne sme se odigrati u tem slogu. Nič, gremo naprej, začetek je, končno se začelo, dobro je da je zanimivo, vidimo da je vse mogoče, vsi su pričakovali i Maribor, Pike i Gorica, mi posebej, ampak to ne gre tak, mora se stopiti, delati in stati za nogomet. Doris, danes se ni steklo verjetno po pričakovanjih, hitra 2 zadetka v vaši mreži, kaj se je dogajalo potem? Kaj da rečem, res smo nesrečno po naši napaki tudi dobili ta 2 zadetka. Probali smo se vrniti, smo dali ta en in med polčasom si rekli, da probamo tekmo dobiti in pol še naredimo eno napako, še dobimo en gol in tekma se je končala s tem izidom. Tam proti koncu prvega polčasa je malo manjkalo, da bi zatresli mrežo in zanačili. Verjetno bi bilo v tem primeru drugače. Ja, to zdaj ne morem govoriti, ker ni padel zadetek, vendar po moje bi se obrnili in večji motiv imeli naprej še in probali tekmo zmagati. Kaj ta poraz pomeni za nadaljevanje sezone? Nič, moramo gledati naprej. Naslednja Gorica v petek že, moram se pripraviti na Gorico in iti iz tekme v tekmo.